Smrtonosno soočenje. En najstnik je mrtev, drugi se bori za svojo prihodnost. Danes so tožilci in obrambni odvetniki predstavili povsem različne različice dogajanja pod šotorom na gnečnem atletskem mitingu med zamudo zaradi dežja. Soočenje, ki se je končalo s smrtjo Austina Metcalfa zaradi zaboda z nožem in Carmela Anthonyja, ki mu grozi dosmrtna kazen. Zakaj je ta najstnik prinesel nož na atletski miting? Kaj se je v resnici zgodilo pod tistim šotorom med zamudo zaradi dežja? Izvedeli smo šokantno novo informacijo o nožu, ki naj bi bil uporabljen za umor Austina Metcalfa. Smo v sodni dvorani, ko se skrivnost v središču tega primera začne razkrivati. Smo pri primeru, ki ga predstavlja Law and Crime. Moje ime je Chris Stewart. Preden začnemo s to epizodo On the Case, moramo omeniti našega partnerja in sponzorja Cal Calci. Če ste se kdaj spraševali, ali lahko zaslužite z resničnimi dogodki, lahko to storite s Cal Calci, največjim trgom napovedi v ZDA. In z mojo kodo OTC lahko dobite $10, ko trgujete z $10. Tukaj je, kako deluje. Calci omogoča trgovanje od osebe do osebe. Kupite pogodbo z odgovorom da ali ne o tem, ali se bo nekaj zgodilo, in trgujete neposredno proti drugim uporabnikom. Pomislite na to kot na nakup ali prodajo delnice. Mejo ne določa algoritem, ki bi deloval proti vam. Premika se glede na to, kam gre denar. Tako lahko trenutno, na primer, kupite pogodbo za zmagovalca teksaškega senata. iMate Jamesa Tallarica, ki trenutno trguje pri 41%, kar pomeni, da vam bo stava v vrednosti $50 prinesla izplačilo $122 ob pravilni napovedi. In ko se ta verjetnost spreminja, lahko kadarkoli vstopite ali izstopite iz svoje pozicije, da si zagotovite dobiček ali zmanjšate izgubo. Calci je odobren strani CFTC in zvezno reguliran, zato je na voljo po vsej državi, vključno s Kalifornijo in Teksasom. Zato prenesite aplikacijo Calci in uporabite kodo OTC, da prejmete $10, ko trgujete z $10. KALŠI. Calci. Trgujte s prihodnostjo. Prav. Danes je zvezna država Teksas začela predstavljati svoj primer proti Carmelu Anthonyju. In ne samo, da so trdili, da je najstnik umoril Austina McCaffreyja, pravijo tudi, da je bilo to vnaprej načrtovano. Obstaja tudi posnetek domnevnega dogodka, ki je bil danes predvajan na sodišču. In Cody Thomas iz Court TV je za nas v sodni dvorani na tem sojenju. Ta posnetek si je ogledal sam. Kmalu se mi bo pridružil tukaj, da razloži, kaj je videl. Naj vas spomnim, da obstaja veliko omejitev glede našega poročanja o tem sojenju, saj sodnik ni dovolil nobenih kamer, zvoka ali prenosa v živo z tega sojenja. Tako je edini način, da dobite vpogled v ta primer, če spremljate nas tukaj in Court TV s Codyjem Thomasom. Začnimo torej s tem, kako se je dan začel. Želim, da si ogledate ta posnetek z dronom. Posneli smo ga pred sodiščem. To je bilo pred uvodnimi izjavami in tukaj v okrožju Colin je bila vrsta ljudi. To je zunaj Dallasa. Menimo, da je bilo pred sodiščem približno 200 ljudi, ki so poskušali priti noter, da bi si ogledali ta sojenje. V sodni dvorani pa je le 27 mest. Preden pridemo do tega, o čem so tožilci in odvetniki obrambe govorili v svojih uvodnih izjavah, moramo govoriti o tej poroti. Poglejte, ni dvoma, da je rasa eden izmed elementov, zaradi katerih je ta zgodba v središču velike pozornosti. Poleg dejstva, da je mladenič izgubil življenje na atletskem tekmovanju. In rasna sestava te porote je zagotovo nekaj, kar tukaj vzbuja pozornost. Ta porota šteje 12 ljudi. Povedali so nam, da jo sestavljajo 3 jezike, ena ženska z Bližnjega vzhoda in ena temnopolta ženska. Po poročilih pa v tej poroti ni nobenega Afroameričana. Preostanek porote sestavljajo belci. Po poročanju lokalnih medijev so bile 3 Afroameričanke izločene iz porote, ker naj bi bile pristranske v tem primeru in naj ne bi želele obsoditi Carmela Anthonyja. Sodišče je v postopku izbire pregledalo več kot 600 potencialnih porotnikov. In eno izmed vprašanj, ki je mnoge zmedlo, je bilo, ali lahko obsodijo najstnika in ga pošljejo v dosmrtni zapor. Zdaj je Carmelo Anthony tisti najstnik, ki je obtožen umora prve stopnje v primeru smrti drugega najstnika po imenu Austin Metcalf. In Anthonyja nismo videli zunaj sodišča, kot smo ga, ko je lani plačal varščino. Cesta okoli sodišča je zaprta in zdi se, da Carmela pripeljejo na sodišče stran od kamer. Spet, zelo stroga pravila za to sojenje, ki jih je določil sodnik. Ne smemo snemati v sodni stavbi, ne smemo snemati sojenja, ne smemo ga prenašati v živo. Tako imamo le besede ljudi, ki so temu priča, kot na primer
Kodi. Tožilci so danes razkrili nekaj novih informacij, ki jih nismo poznali, dokler se niso začele uvodne izjave. In preden pridemo do tega, vam želim predstaviti časovni potek. In ta časovni potek bom predstavil z vidika tožilstva in obrambe. Vse to se je zgodilo lani, 2. aprila, na atletskem tekmovanju za lokalne srednje šole v Frisku v Teksasu. Imamo srednjo šolo Austina Metcalfa in srednjo šolo Carmela Anthonyja. To sta bili dve od šol, ki sta tekmovali na tem atletskem srečanju. Vse se spremeni, ko se nad območje premakne nevihta z dežjem, in zaradi tega je bilo atletsko tekmovanje prestavljeno. Tako da so se vsi morda vračali na svoj avtobus ali pa so šli pod šotor. Srednja šola Carmela Anthonyja ni imela šotora, medtem ko je srednja šola Austina Metcalfa šotor imela. In Carmelo se je sklonil pod šotor srednje šole Austina Metcalfa. Zdaj, tukaj se različice dogodkov zelo razlikujejo med tožilstvom in obrambo. Torej, imate tožilstvo, ki pravi, da je ekipa Metcalfa povedala Carmelu Anthonyju, naj zapusti prostor pod šotorom, a Carmelo se ni hotel premakniti. In obramba pravi, da je razlog, zakaj je Carmelo šel pod šotor, ta, da je prepoznal tesnega družinskega prijatelja svoje punce. Zdaj obramba pravi, da sta Austin Metcalf in njegov brat dvojček, ko sta opazila Carmela, rekla, naj odide. In Carmelo je bil samo zmeden, zakaj je tako pomembno, da je bil pod šotorom. Tožilstvo pa pravi, da je Carmelo, ko so ga prosili naj zapusti šotor, rekel nekaj v smislu prisilite me. In ko je Austin Metcalf pristopil k Carmelu, da bi mu rekel naj odide, sta si izmenjala nekaj besed. In takrat naj bi Carmelo Anthony domnevno zabodel Austina Metcalfa v prsi. In pomemben podatek, ki je za nas nov, je povezan z domnevnim morilskim orožjem. Tožilci pravijo, da je šlo za zložljiv nož in da je bil ta nož že odprt. In trdijo, da je bil nož pripravljen. In pravijo, da je Carmelo Anthony iskal razlog, da ga uporabi. Oni opisujejo, kaj se je zgodilo, kot da je Carmelo izzival Austina Metcalfa v soočenje. Zdaj pa je obrambna stran spet zelo drugačna od tega, kar pravi tožilstvo. Trdijo, da je moral Carmelo ukrepati v samoobrambi. Pravijo, da je bil Austin Metcalf napadalec. Pravijo, da je Austin prvi vzpostavil fizični stik s Carmelom in da je moral Carmelo v trenutku kaosa odreagirati, ter je uporabil nož, da bi se zaščitil. Tako je Carmelo po zabodu pobegnil. Tožilstvo trdi, da dejstvo, da je odvrgel nož in pobegnil, dokazuje krivdo. Prav tako pravijo, da se je domnevno poskušal zliti z nožico, ko so ga ljudje iskali. Obramba pa pravi, da je Carmelo pobegnil, ker se je branil in je poskušal pobegniti iz situacije. In pravijo, da je šel k enemu od svojih trenerjev, dokler ni prišla policija. Ko je policija prispela, naj bi Carmelo rekel, nisem domnevni, jaz sem to storil. Tožilci pravijo, da to dokazuje, da je Carmelo vedel, kaj je storil. Prav tako pravijo, da je Carmelo rekel sem mu naj ne, ko je govoril o Austinu Metcalfu. In pravijo, da to prav tako dokazuje, da Carmelo ni bil v strahu za svoje življenje, da je Carmelo, po njihovem mnenju, umoril Austina Metcalfa. Zdaj pa obramba na potek dogodkov gleda nekoliko drugače. Pravijo, da dejstvo, da je Carmelo rekel, nisem domnevni, jaz sem to storil, ničesar ne dokazuje. Pravijo, da to, če sploh kaj, kaže na to, da ni skrival dejstva, da je bil vpleten v ta prepir in da je moral to storiti, ker je šlo za samoobrambo. Seveda pa je veliko vprašanje, ki so ga tožilci izpostavili že takoj zjutraj, vprašanje, ki visi nad tem sojenjem. In to je, zakaj mora 17-letni fant, ki tekmuje na srednješolskem atletskem tekmovanju sredi tedna, s seboj prinesti nož. Zdaj bomo v trenutku govorili o tem, kako se bo obramba morda lotila tega vprašanja. Obramba je na začetku svojih uvodnih izjav danes ubrala pristop, da je skušala prikazati Carmela Anthonyja ne kot morilca, ampak je poroti povedala, da je dober fant. To je fant, ki je bil izbran za kapetana svoje nogometne ekipe. Nikoli ni imel težav z zakonom. Dela več služb, rad igra šah, rad hodi na kampiranje. Pravijo, da ni pošast, kot jo tožilci prikazujejo. Zdaj bo pričanje prič glavno gonilo tega sojenja. A danes so tožilci pokazali tudi posnetek nadzorne kamere incidenta. Cody Thomas iz Court TV je bil danes v sodni dvorani za vsa pričanja. Cody, vem, da je bil predvajan klic na 991, o katerem bomo govorili, in da je bilo ob koncu dneva tam nekaj zelo čustvenega pričanja. Ampak začeti želim takoj po uvodnih izjavah, ko so predvajali posnetek nadzorne kamere tega incidenta. Kaj nam lahko poveste o tem? Ja, Kristo, bilo je 5 različnih kotov.
Posnetki nadzornih kamer so izgledali, kot da so kamere nameščene na svetilkah znotraj nogometnega stadiona srednje šole, ker so bili zelo široki posnetki. Tako je bil prva priča forenzični videoanalitik, ki je očitno pregledal in poskušal izboljšati videoposnetke. Najprej smo si ogledali izvirne posnetke in, če sem iskren, res nisi mogel videti skoraj ničesar. In potem, po nekaj minutah, smo povečali sliko. Pokazal je vse izboljšave in imel je, veste, označevanje s sencami in poudarjanje, na koga naj bi gledali. Res ne moreš razločiti nobenih posebnih značilnosti. In tožilstvo je to priznalo, še preden so sploh predvajali posnetek. Morali so pogledati oblačila in prepoznati osebo v središču zanimanja, ki je seveda Carmelo Anthony, ter žrtev, ki je bil Austin Metcalf. Vse to so povzeli na podlagi fotografij, ki so prišle na dan kasneje, ko je bil Carmelo pridržan. Ampak spet, posnetki pokažejo, kaj se je zgodilo. Vsekakor lahko razbereš, kaj se je zgodilo, vendar zame osebno ni bilo tako prepričljivo, kot sem mislil, da bo, ker izgleda kot posnetek z bencinske črpalke. Je zelo zrnato, je povečano, ko je odmaknjeno, izgleda visoke kakovosti. Ampak ko se približa, kot pri vsaki sliki, izgubi nekaj kakovosti. Ampak vidiš šotor, kjer se vse zgodi. Vidiš, kako Carmelo Anthony hodi pod šotor 2 minuti, preden Austin Metcalf in njegovi prijatelji pridejo do šotora. In potem se vse začne dogajati v 4,5 minutah. Vidiš, veš, samo neke humanoidne sence pod rumenim šotorom srednje šole Memorial. In potem vidiš eno osebo, ki se zelo hitro, sunkovito premakne naprej in nazaj, za kar je tožilstvo trdilo, da je bil začetni potisk. Ne zanikajo, da je Austin Metcalf vzpostavil fizični stik. Priznali so, da je prišlo do fizičnega spora, ampak to je bil trenutek, ko si videl potisk. In potem seveda vidiš, kako se 25-30 otrok začne razkropiti po tribunah. In potem ponovno vidiš osebo, ki je v središču zanimanja, Carmelo Anthonyja, kako teče po tribunah navzdol, daleč stran od šotora, ven na stezo in objem drugega trenerja, Chrisa. Ampak spet, posnetek nam seveda prikazuje, nam daje, veste, sliko, kako je tisto jutro izgledalo. Vse to se je zgodilo okoli 10:02 zjutraj, ravno ko bi se naj začelo atletsko tekmovanje. Res nam daje občutek dogajanja, da lahko razumemo, kaj se je tisti dan v resnici dogajalo. In kot smo že povedali, v sodni dvorani nimamo kamer. Mislim, vem pa, da je bilo proti koncu dneva zelo čustveno. O teh pričah bomo govorili v nadaljevanju, o nekaterih trenerjih, ki so bili priča dogajanju. Bili so priča posledicam. Kakšna pa je postavitev sodne dvorane? Kako je? Veste, kako je deloval Carmelo Anthony? Veste, kakšen se je zdel, medtem ko se je vse to danes dogajalo? Tako da sem nameščen tik za družino Metcalf. Gre za zelo majhno sodno dvorano, Chris, ki sprejme le okoli 60-65 ljudi. Vsaka stran, vsaka družina dobi po 15 ljudi. Torej skupaj 30 nas, novinarjev je 9, to je 39, potem pa še sodno osebje. Tako je bilo približno 45 sedežev že zasedenih, še preden so lahko vstopili člani javnosti, za katere so dovolili le 25 mest. Mislim, da je bilo danes zjutraj natančno 27 članov javnosti, ki so jim dovolili vstopiti. Ampak seveda, na eni strani imate družino Metcalf, na drugi strani tabor Carmela Anthonyja. In opazujem Carmela med vsemi temi videoposnetki, vsem čustvenim pričevanjem različnih trenerjev in prič, ker na koncu koncev je zabodel otroka do smrti. Ne glede na to, ali je bilo dokazano, da je bila samoobramba, ali da je bil umor, ali uboj, še vedno si vzel človeško življenje. In gledam ga, bil je nekako stoičen, ni bil zares čustven. Gledal je videoposnetke, ni se odvrnil od videoposnetkov. Ampak gledam družino Austina Metcalfa. In njegov oče je popolnoma vključen v vse. Ampak vsakih 10 do 15 minut bi njegov oče preprosto dal glavo v roke tako. In videl sem ga, kako prikimava z glavo. Ne samo, seveda, tam je bilo ogromno čustev. Ampak veš, gledam sem in tja in poskušam oceniti dinamiko med obema, med domnevnim napadalcem in žrtvijo tukaj. In na tej strani je bilo čutiti stoičnost, na strani Metcalfa pa jasno, res jasno, čustvenost, kot je bilo pričakovano. Ja, mislim, samo pomisliš na težo vsega, o čemer govorimo, in celo na možnost, da bi Carmelo Anthony lahko bil poslan v zapor za preostanek svojega življenja. To je, veste, in to je nekaj, kjer spremljamo ta sojenja in samo pomisliš na težo vsega, kar se dogaja. In seveda, s temi družinami in kaj jim gre po glavi, medtem ko se vse to dogaja. Izpovedi nekaterih trenerjev, ki so bili tam, ki so bili priče, se zdi tukaj danes postalo res čustveno. Ko se ozreš nazaj in vem, da si pravkar stopil iz sodne dvorane in verjetno še vedno predeluješ vse, kar si slišal v teh nekaj urah, ampak ko pomisliš na trenutek, ko je danes postalo čustveno, kateri trenutek bi bil to zate? Zame, Kristof, je bil ta trenutek, ko smo imeli več trenerjev in športnih terapevtov. Vsi so bili tisti dan na tekmovanju, vsi iz različnih šol. Nekateri med njimi so se poznali, ker so bili trenerji v istem okrožju. Vsak od njih je imel svojo edinstveno perspektivo o tem, kaj se je zgodilo, kako so sodelovali pri pomoči Austinu in kje so bili, ko so slišali, da se je nekaj zgodilo.
Ampak zame, Chris, je bil to zadnji priča, preden sem zdaj prišel iz sodne dvorane, trener po imenu Joshua Redmond, ki je bil obrambni koordinator, trener atletike v nogometu in atletiki, ki se pogosto prekrivata v srednješolskem športu. Bil je tam na atletskem mitingu s srednjo šolo Liberty, katere šotor je bil le približno 6 metrov oddaljen od srednje šole Memorial, kjer se je zgodil celoten napad z nožem. In na začetku njegovega pričanja je bilo ugotovljeno, da je bil 14 let vojak v Iraku, da je opravil 3 misije v Iraku in da je videl smrt. Je 100% invalidni veteran. Sodišču je povedal, da je bil 3-krat razstreljen, 2-krat v Humveeju, 1-krat v hiši. Torej je že prej videl, veste, pokol. Ja. Povedal je, da je stal tam in se pogovarjal z drugim trenerjem, pa ni ničesar slišal. In nenadoma so se otroci razbežali in zaslišalo se je veliko kričanja in vpitja. Gre tja in ugotovi, kaj se je zgodilo. Nima nobenega odnosa z družino Metcalf. Metcalfova dvojčka pozna samo prek šolskega nogometa. Pravi, da pride tja in vidi, da je Austin nekako pogreznen nazaj v ograjo na tribunah. Gleda ga in pravi, da mu je nekdo rekel, da je bil zaboden in drži se za trebuh. Trener pravi, da pogleda dol, vidi kri, ki prihaja skozi njegove roke in takoj sleče svojo jakno ter začne pritiskati na rano. In pravi, da vidi, kako Austinu bledi obraz in da se mu začnejo oči zavijati nazaj. Čeprav vse to zveni čustveno, Chris, to je del, ki me je resnično ganil, ker je ta trener, ki je bil bojni veteran z več kot 10-letnimi izkušnjami, smrt že videl prej. Fant Austin v nekem trenutku preneha dihati, izgubijo mu utrip. Tako je bil tam zadaj in izvajal oživljanje, izvajal stiskanje prsnega koša. Drug trener izvaja umetno dihanje usta na usta. In tako je jasno, da ne diha. In en trener je na telefonu z operaterjem 911. In potem začne govoriti o vrsti dihanja, ki ga mnogi imenujemo zadnji vdihi. In gleda trenerja, ki je na telefonu z operatorjem 911. Gleda dol na otroka, ki tukaj umira. In te vdihi se začnejo pojavljati, te zadnji vdihi se začnejo dogajati. In trener na telefonu z operaterjem 911 reče: spet diha, spet diha. Ampak trener Redmond, ki je pričal, pravi, da je vedel, da je to, ker je že prej slišal zadnje vdihe. Vedel je, da to niso bili običajni vdihi nekoga, ki se trudi ali naprej zadihati. Vedel je, da so to bili zadnji trenutki. In rekel je, da ni ničesar rekel, ker ni hotel uničiti, veš, morale in upanja. Veš, vsi upajo. Lahko slišiš na klicu na 911, kako pravi: ostani z mano, Austin, ostani z mano, dejno, tukaj si, vse je v redu. Ampak je rekel, da je tudi med tem, ko je izvajal tiste pritiske na prsni koš, slišal tiste zadnje vdihe in je preprosto vedel, da je konec. In ko to slišiš skupaj s klicem na 911 Chris, je bil to zame najbolj čustven trenutek, tik preden sem pred nekaj trenutki zapustil to sodno dvorano. Ja, mislim, samo branje zapiskov tistega dne, kaj se je zgodilo, mi je povzročilo kurjo polt. Veš, in samo pomisliš na kaos tistega trenutka in na dejstvo, da je šlo za srednješolsko atletsko tekmovanje. In veš, nenadoma imaš vojnega veterana, ki poskuša rešiti življenje mladega fanta, ki je bil pravkar zaboden. Kako je bila videti porota, veš, v vsem tem? Ker samo pomislim na to, da se predvaja ta klic na 911 in samo opis, veš, Austin, ostani z mano. In slišati tisti kaos, kot ko so postale stvari čustvene. Kako je bila videti porota? Torej seveda veš, čez dan si imel, medtem ko je to pričanje potekalo. Veš, porota je bila mešana, nekako enakomerno razdeljena med moške in ženske. In seveda imaš ljudi, ki samo nekako zmajujejo z glavo, veš, zapirajo oči, morda pogledajo stran. Ampak ko sem videl resnična čustva, kjer so morali nekaterim moškim v poroti celo dati robčke, Chris, je bilo to med tistim klicem na 911. Trajalo je morda 10 ali 12 minut. Slišal si, veš, drugega trenerja, trenerja Terja, ki ni bil priča, ampak njegovo ime je bilo omenjeno. On je na telefonu. Hej, imamo otroka, ki je bil pravkar zaboden. Pravijo, da je bil to drug učenec iz druge šole, ne poznajo ga. Ampak ni bilo pomembno, kaj je govoril trener, ki je bil na telefonu z operaterji. Kar si lahko slišal v ozadju, je bilo vse kričanje. Spet vse tisto: daj no, Austin, ostani z mano. In bil je trenutek, Krištof, ko si lahko dobesedno slišal ritmične stise prsnega koša. Lahko si glas tistega, kdorkoli je govoril, si lahko slišal, kako odmeva ob tribunah. In pogledal sem proti poroti in videl 2 ali 3 moške, ki so si brisali oči. Seveda so imele nekatere ženske obraz v rokah, solze so jim tekle. Veš, ni bilo tistega glasnega joka, da bi ga slišal, ampak si lahko videl, da so čustva res preplavila poroto, medtem ko so gledali. Ja, in pomislim tudi na obrambo, veš, ker ni dvoma o tem, da je Carmelo Anthony zabodel Austina Metcalfa. Vprašanje je, ali je bil to umor.
Pri mnogih današnjih navzkrižnih zaslišanjih, kjer smo slišali čustvena pričanja o tem, kaj so ljudje videli, kako bi opisal, kako se obramba loteva tega. Nekako poskušajo prebroditi vso to čustveno nevihto, ki prihaja zaradi tega, kar naj bi Carmelo Anthony storil Austinu Metcalfu. Ja, Chris, veš, obramba ni napadla tako agresivno, kot sem mislil, da bo, med tem čustvenim pričanjem, kar je lahko gledano pozitivno ali negativno, odvisno od tega, na kateri strani si. Ampak eno od vprašanj, ki jih je obrambni odvetnik zastavil v vsaki priči, veš, govorimo o šotorih. In veliko teh trenerjev, veš, kot trenerji v tekmovalnih športih in kot del kulture atletike, so govorili o kulturi atletike, kako je vsak šotor nekako kot tvoja garderoba. Veš, naprimer, če si v NBA ali v NFL, imaš dve garderobi in veš, igralci ne hodijo iz ene garderobe v drugo. In poskušali so razložiti, da so šotori nekako ista stvar. Lahko greš mimo in vidiš prijatelja, ki ga poznaš, rečeš, hej, kako si, ampak ne preživljaš časa pod šotori. Ampak obramba je pri vsaki priči vztrajno ponavljala, veš, bila je cela ideja o prekinitvi zaradi dežja in da je dež močno padal. Srednja šola Centennial, kamor je hodil Carmelo Anthony, je bila edina šola tukaj, ki tisti dan ni imela postavljenega šotora. In to je ponavljal vsaki priči. Ali ste vedeli, da srednja šola Centennial ni imela šotora? In oni so bili, veš, ne, nisem vedel, veš, karkoli že, in potem bi nadaljeval z vprašanjem, no, smiselno je, da bi učenec želel pobegniti pred dežjem. In oni so bili, veš, to je poštena ocena, nihče noče biti premočen. Ne vem, da je to vprašanje postavil prav vsaki priči. Razumem, veš, splošnost vprašanja, ampak ne vem, kakšno povezavo ima to vprašanje z obtožbo za umor prve stopnje. Ampak razen tega, Krištof, ni res. Ni res vztrajal pri ničemer na agresiven način ob vsem tem čustvenem pričanju, ki se je danes tukaj dogajalo. Ja, zdelo se mi je zanimivo, ker je bilo nenehno omenjeno kot kultura atletike glede teh šotorov. In veš, morda govoriti o tem, zakaj je bil, veš, Carmelo Anthony tam in kaj je pripeljalo do spora, zakaj je Austin Metcalf res želel, da Carmelo Anthony zapusti tisti šotor. En priča, ki mi je ostalo v spominu, mislim, da mu je ime Vincent Hooper in bil je še en trener. Je glavni trener ameriškega nogometa in veliko teh trenerjev seveda trenira tudi atletiko na srednji šoli Heritage. In bil je nekdo, ki je bil s Carmelom Anthonyjem takoj po vsem tem, kar se je zgodilo. Ni dvoma, da je Anthony po domnevnem zabodu Austina Metcalfa pobegnil. In vprašanje je, ali je bežal, ker je vedel, kaj je storil, da je šlo za umor in je poskušal pobegniti. Ali pa je šlo za situacijo, kjer se je branil in je samo poskušal pobegniti iz te situacije. Kaj vam je najbolj ostalo v spominu glede tega, kar je rekel Vincent Hooper o tem, kaj je Carmelo Anthony počel v trenutkih potem, ko je zabodel Austina Metcalfa? Preden govorimo o Hooperju, Chris, moramo najprej razjasniti trenutke, preden je Carmelo prišel do Hooperja. Ja. In to je bila trenerka, ki je pričala, preden je Hooper stopil na pričo. In ona, vsi te trenerji so mimogrede iz različnih šol, ampak ona je bila športna trenerka, ena od trenerk deklet. Še ene nasprotne šole, atletska ekipa. Rekla je, veste, da ni bila prepričana, kaj se dogaja. Imela je, veste, usposabljanje za oživljanje, zato je stekla do Austina, da bi mu poskušala pomagati. Ko je prišla tja, je slišala vse otroke, ki so govorili, tisti fant tam, on je zabodel Austina. Tisti tam, kazali so nanj. Zato se je obrnila, ga pogledala in, veste, ga izpostavila. Hej, veste, reče mu, kar pač reče. In Carmelo se ustavi. In takoj, ko se ustavi, je trener Hooper tam. In ona pogleda trenerja Hooperja te reče. Rekli so, da je zabodel tega fanta, Austina Metcalfa. Ne dovolite, da Carmelo Anthony odide. Torej, veste, Hooper je bil kot, kaj mislite, zabodel? Bil je, veste, zmeden. Rekel je, da sploh ni dojel, kaj se v resnici dogaja. Slišal je vso zmedo. Videl je svoje učence, kako tečejo in govorijo o zabadanju, a je rekel, da mu v glavi preprosto ni šlo skupaj. Zato je pogledal Carmela Anthonyja, ki je stal tik ob njem, in rekel je, da ga je samo objel in sta se preprosto sprehodila po stezi. In Hooper je rekel, da ga je pogledal in rekel, zabodel si nekoga sin. In potem mu Carmelo odgovori, položil je roke name, veš, položil je roke name, ja, zabodel sem ga. In Hooper pravi, da ga je pogledal in mu rekel, veš, če ta fant umre, se ti danes vse življenje spremeni. In potem je rekel, da ga je Carmelo pogledal in rekel, no, ne bo umrl. In potem je Hooper rekel, v redu, ampak če umre. In Hooper je rekel, da še preden je lahko dokončal, je Carmelo začel jokati in sta samo nadaljevala s hojo. In trener Hooper je rekel, da je čutil, da so Carmelova čustva pristna. Rekel je, da ni imel občutka, da bi bila kakšna izmišljotina. Mislim, da je res jokal nekaj trenutkov po tem, kar se je zgodilo. Tako da je opisoval nekakšen intimen trenutek. In veš, gledaš 17-letnega fanta, ki je pravkar naredil največjo napako svojega življenja. To mi je res ostalo v spominu, Chris, prav ta intimnost, o kateri je govoril. Preprosto hodi s tem fantom, katerega življenje se je očitno spremenilo v zadnjem letu, od aprila 2025.
Ja, in če pomisliš še enkrat, kakšna bi lahko bila njegova resničnost, če bo razsodba kriva. Seveda je to šele prvi dan tega sojenja Carmelu Antoniju, ki se sooča z obtožbo umora prve stopnje. Kodej Tomaž s Court TV je danes opravil izjemno delo. Vem, da so to dolge ure tam notri, ko spremljaš vsako podrobnost. Ampak za nas je to odlično, ker, kot veš, seveda ne moremo imeti kamer v sodni dvorani, da bi to videli sami. Tako da so tvoje oči in ušesa tam notri. Hvala kot vedno, da si vzel čas. Cenimo to. Hvala, da ste me povabili, Krištof. Vesel sem, da sem lahko tukaj. To je vse za oddajo Na primeru, ki jo predstavlja Pravo in kriminal. Naročite se na nas na YouTubu in Spotifyju. Zdaj nas lahko spremljate tudi na Peacocku. Moje ime je Krištof Štefan, se vidimo naslednjič.